upam, da bo še na tej seji ta zadeva zaključena. Državnega zbora tej seji. Mislite, da je lahko, da je to možno speljati? Glejte, vse je odvisno od postopka na mandatno-volilni komisiji. Možno je s predlogom tudi pohiteti. Zdaj, če je stopnja soglasja pri kandidatih in seveda tudi zaupanja med poslanskimi skupinami dovolj visoka, je to možno obravnavati na nujni seji mandatno-volilne komisije in ponavadi se seja državnega zbora zaključi tudi s točko mandatne zadeve, tako da če bi se potrudili, bi bilo možno postopek zaključiti že v tem mesecu. Verjetno je to ključno tudi zaradi odločanja na fiskalnem svetu, zdaj, če je kaj res na teh govoricah, da je nekako podpora ustavnim sodnikom vezana tudi podpori članov fiskalnega sveta. Večina je tu sicer bistveno drugačna, ampak če tukaj so pomembni, zlasti pri fiskalnem svetu, bolj pomembni vaši glasovi tudi. Jaz mislim, da so pri obeh postopkih pomembni naši glasovi in tudi glasovi drugih strank. Zdaj, pri obeh postopkih je pomembno predvsem, da je stopnja zaupanja dovolj visoka, da tudi med strankami pride do spoznanja, da se pač lahko sodeluje. Res je, da je pri fiskalnem svetu večina bistveno višja, to se pravi, tam se potrebuje 60 glasov. Zdaj, če bodo dogovori oziroma če bodo postopki korektni, mislim, da bodo postopki tudi ustrezno zaključeni. Bomo pa pri nas tudi, tako kot sem rekel, za ustavne sodnike tudi še sprejeli odločitev glede fiskalnega sveta. To je sicer jutri na seji mandatno-volilne komisije, ampak najbrž to glasovanje ni ključno, ključno na seji državnega zbora. Ja, sej, gospod Tankova, če ne uspe recimo z uvrstitvijo volitev ustavnih sodnikov na to marčevsko sejo, ali je lahko ogrožena imenovanje fiskalnega sveta člana? No, zdaj bomo videli, kakšni bodo postopki, kako bo to teklo. Kot sem rekel, mi bomo o odločitvah še sprejeli stališče na poslanski skupini. Ta mandatno-volilna komisija je pač del tega postopka. Res je sicer, da je neprijetno, se potem zadeve spreminjajo, vendar tu mislim, da mora tudi koalicija prevzeti del svojih obveznosti in tistega, kar pove javno. Rekli ste, da je gospod Knic za vas sprejemljiv, s čim vas je prepričal doslej? Kdo? Gospod Knic. No, jaz mislim, da je predlog na nek način narejen uravnoteženo, da je načelno soglasje je zadostno za tega in tudi ostale tri kandidate. Jaz upam, da ste na predstavitvi, ki bo zdaj po teh postopkih po predsedniku narejena, teh 4 oseb, da boste pač lahko vprašali in tudi se seznanili z njihovimi pogledi na delo ustavnega sodišča. Hvala lepa.